Pa začenjamo, da čim bolj izkoristimo ta čas, ki ga imamo na voljo. Veste, da imamo zmer veliko predlogov in veliko komentarjev, tako da najbolj že to izkoristimo. Jaz vas lepo pozdravljam na naši 4. razpravi dijakov z evropskimi poslanci, če bi jaz odločal, na katerih se dijaki in dijakinje postavite v vlogo odločevalcev in predstavite evropskim poslancem vaše predloge ukrepov. Kot vedno bom začela z našim tehničnim obvestilom, da se naš pogovor snema in kot vedno vas bom tudi tokrat prosila, da če le nimate večjih zadržkov, pustite kamere prižgane. Res je lažje, ko se takole pogovarjamo, da se vidimo, da vemo, kdo predstavlja, kdo komentira, da ustvarimo neko tako bolj osebno vzdušje. Nažalost, nismo v živo, tam vidimo vse obraze, mimike, neko atmosfero, tukaj tega ni. Tako da zato tisti, ki le nimate večjih zadržkov, če pustite kamere prižgane, bomo zelo veseli. Mi pa začenjamo z današnjo razpravo. Danes se bomo pogovarjali o boju proti globalnemu segrevanju. Z nami pa je evropski poslanec gospod Franc Bogovič. Gospod Bogovič, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste se nam pridružili in da boste pokomentirali predloge dijakov na to izredno aktualno in izredno pomembno temo, ki ne zaznamuje samo našega časa, ampak bo zelo pomembno zaznamovala tudi prihodnost. Tako da, kot vsakič do sedaj, začenjamo z enim uvodnim moderiranim pogovorom, v katerem bova z evropskim poslancem gospodom Bogovičem malo naredila uvod v temo, nato pa seveda gremo na vaše predloge. Spet ste pripravili super predloge, sem jih prebrala in se veselim vaših predstavitev in tudi seveda komentarjev, diskusije in tako naprej. Tako da, gospod Bogovič, evo ga, najin del, 1 na 1 bi rekla. Nov finančni okvir EU je bil sprejet, kaj nam prinaša, predvsem na področju boja proti podnebnim spremembam? Lep dober dan vsem prisotnim in hvala za povabilo, za ta klepet, za katerega sem prepričan, da bo prijeten in poučen za vse, ki bomo sodelovali v njem. Večletni finančni okvir je, kot vemo vsi, 7-letni proračun Evropske unije. Letošnjem letu, leto 2021, začenjamo to novo obdobje 2021-2027 in kot posledica ali pa odgovor na COVID krizo imamo poleg večletnega finančnega okvira, ki je nominalno velik približno 1100 milijard, še 750 milijard dodatnega načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil sprejet v tem tednu in na nek način vse skupaj to okvir, v katerem se bomo vrteli naslednje desetletje. Zelo je poudarjeno ravno področje, o katerem danes govorimo, področje podnebnih sprememb, okolja, tako da sam se rad pošalim, da zdaj smo 2 čudežnima besedoma zeleno, digitalno, dodali še 3. odporno Evropo, se pravi, ti 3 predelniki na nek način zaznamujejo, kakšna želi biti Evropa v naslednjem desetletju in tudi v številkah je to zelo izraženo, se pravi, da se na eni strani iz 20%, kar je bilo nek način okvir za to podnebno okoljsko politiko v prejšnji finančni perspektivi, sedaj to povečuje na več kot polovico, več kot tretjino. V načrtu za okrevanje je sedaj zapisano, kar smo ta teden ravno sprejeli v Evropskem parlamentu, da bo moral biti kar 37% vseh politik in pa finančnih sredstev povezanih z to tako imenovano zeleno politiko, zelenim dogovorom, medtem ko je na področju v okviru večletnega finančnega okvira tudi približno 30% teh sredstev. Tako da je zelo široko področje, kjer se z podporo Evropske unije želi na nek način usmeriti tudi porabo sredstev v lokalnih državnih proračunih, predvsem pa tudi v okviru politik, ki označuje različna področja od energetike do prometa, skrbi okoli stavb, potem tudi kmetijstva, so področja, ki na nek način so zelo jasno izražena in bodo v okviru financirani iz evropskih sredstev dajali ritem Evropi v to smer, v katero se je sama podala, da želi biti na tem področju
najbolj ambiciozen kontinent, tudi izpolnjevati vse te zahteve Pariškega sporazuma, postati do leta 2050, kar se ogljičnega odtisa tiče, nevtralen kontinent, z zelo jasnimi cilji, kjer smo jih povečali, da bi leta 2030 povečali to odstotek zmanjšanja toplogrednih plinov na 55%, če ga primerjamo tam z letom 90. Tako da na številnih področjih je Evropa usmerjena v to smer, razmišlja se tudi o tej tako imenovani obdavčitvah, carbon taksah, se pravi, da bi kot na nek način neko mini carino uvedli tudi na produkte, ki se proizvajajo zunaj Evropske unije in se ustvarja zelo velik ogljični odtis v drugih delih sveta. Vedeti moramo, da je Evropa po eni strani ambiciozen kontinent, zmanjšuje svoje izpuste za razliko od ostalega sveta, ki jih še vedno povečuje, še vedno pa skozi uvoz tudi kar približno slabo desetino teh deleža toplogrednih plinov je za njih odgovorna, zato ker to naredi preko uvoza najrazličnejših produktov. Tako da gre za kompleksne politike, prepletene na številna področja, kjer bodo tudi zakonodajni okviri, katerih se bodo morali držati države, hkrati pa tudi finančna sredstva, s katerim se bo omogočil ta zelen prehod in pa tudi na drugi strani ustvarjanje novih delovnih mest in konkurenčnega okolja. Hvala lepa. Omenili ste v bistvu, da je zelena Evropa ena od prioritet, torej v tem naslednjem obdobju oziroma naslednji perspektivi. EU pa je sprejela v bistvu tudi zeleni dogovor in zdaj so cilji, ki smo si jih zadali v okviru tega zelenega dogovora, dosegljivi in na kakšen način jih bomo dosegli? Ja, zeleni dogovor je ta krovna okoljska politika, iza katere so številne druge področne politike, od področja ravnanja z odpadki kot enega od zelo pomembnih področij do energetske politike. In v Evropski uniji sedaj prihaja cel niz teh uredb, direktiv, ki ukvirjajo ta zeleni dogovor. Omenil sem že prej tudi področje kmetijstva, je eno od tistih, ki samo proizvaja približno 9% toplogrednih plinov v Evropi in za usmeritev kmetijstva je na eni strani odgovorna skupna kmetijska politika, po drugi strani pa ta tako imenovana farm to fork strategija od vil do vilic, biodiverzitetna strategija, kjer so cilji, 50% zmanjšanje pesticidov do 2030, 20% zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil, 25% ekološkega kmetijstva. Na področju energetike in pa samih izpustov se sprejemajo zelo jasni tako imenovani podnebni zakon, v katerem bodo cilji postavljeni tako za Evropsko unijo kot celoto, kot za posamezno državo članico in bodo to obvezni cilji, ki jih bo treba tudi dosegati, ki se bodo merili na vsaki 2 leti in pa ima neke cilje presečne na letnici 2030. Pri teh podnebnih zgodbah je zelo potrebno povedati, da je Evropa tista, ki najbolj sledi in usmerja tok izvajanja Pariškega sporazuma, se pravi globalnega dogovora, kjer se je skoraj 200 držav zavezalo k izpolnjevanju in dosegi tega cilja. Hkrati pa se moramo zavedati, da je Evropska unija v letu 2019 proizvedla manj kot 9% vseh teh toplogrednih plinov gledano globalno, da je Kitajska tu prva s 30%, ZDA 15%, Indija 6,6% in da je en od pomembnih vlog Evropske unije tudi, da poizkuša vplivati na ostale dele sveta, da ji čim bolj sledijo, da bo dejansko potem učinek na podnebje v celoti dosežen. Moram reči, da je tu na eni strani bojazen nekaterih, da bi Evropa preveč izgubila v konkurenčnosti, če je ostali del sveta ne bi sledil. Hkrati je pa tudi ugotovitev, recimo, da so se, kitajska mesta pravzaprav zadušila v tem smogu in tudi te države in pa veliki igralci na svetovnem parketu zelo intenzivno tudi izvajajo ukrepe v smer
manj izpustov. Je pa tudi drugo področje, ki je zelo povezano z podnebnim, je tudi digitalizacija, ki se na nek način tudi uporablja v kontekst lažje dosege teh ciljev. Na prvi pogled mogoče nista tako povezani področji, ko pa vidiš, kako ti z neko digitalizacijo lahko uravnavaš energetiko, ki je največji onesnaževalec oziroma proizvajalec plinov, kako lahko uravnavaš procese, ne vem, v stanovanjih in podobno. Gresta ta dva procesa, se pravi ozelenitve in digitalizacije Evrope, zelo v roko z roki. Na tem področju je še kar nekaj takih zanimivih stvari, katere je treba biti zelo pozoren. Po eni strani, kot sem že dejal, uvoz teh emisij preko produktov. Zanimivi so naprimer paradoksi, ko ugotoviš, da je recimo nek električni avto, ki bi bil proizveden recimo v Evropi na Poljskem ali pa na Kitajskem, okoljsko pravzaprav nevzdržen, ker se že pri izdelavi avta proizvedel toliko toplogrednih plinov, da je njegov življenjski ciklus pravzaprav slabši od katerega drugega. Tako da gre za zelo kompleksne stvari. V ozadju gre normalno tudi za zelo velike geostrateške vplive. Gre za to, ne vem, da se počasi umikamo ali pa želje čim hitreje od fosilnih goriv. Velika vprašanja z ekonomijo Bližnjega vzhoda, Rusije, potem vidimo Severni tok, Rusija, Nemčija, Kitajska, po drugi strani tudi Amerika, ZDA in podobno. Tako da kompleksna zadeva, vsekakor ne smemo pozabiti tudi teh tako imenovanih podnebnih migracij, ki bodo lahko posledica na eni strani podnebnih sprememb, se pravi, računa se, da bo v Afriki, kjer se pričakuje tudi največji demografski porast, se pravi največja rast prebivalstva, hkrati tudi kontinent, ki bo skozi predvidene posledice podnebnih sprememb tudi najbolj izgubil proizvodni potencial za pridelavo hrane. In tako da je marsikaj, kar lahko na nek način naredi politično nemirno, tako afriški kontinent, Sredozemlje se na nek način izpostavilo dvakrat, enkrat pritisk migracij podnebnih, po drugi strani pa tudi posledice zaradi velikega segrevanja in ne vem, v Španiji že se vidijo območja z nekimi napol puščavami in podobno. Tako da gre resnično za zelo kompleksen proces, ki pa je seveda zelo povezan s tem, da se tudi število prebivalstva povečuje. Vemo, da je bila prva milijarda ljudi leta 1800, druga pred prvo svetovno vojno, tretja milijarda zemljanov je bila v začetku 60-ih let in da se sedaj približujemo 8, napovedi do konca stoletja, da se približujemo 10 milijardi prebivalstva. In posledično je tudi ta demografski boom ali pa porast prebivalstva ima za posledico tudi povečano rabo energije in posledično podnebne spremembe. Tako da zelo velike spremembe se pričakujejo v naslednjih 3 desetletjih, ko smo pravzaprav usojeni in moramo narediti ta zasuk nazaj, kajti količino teh toplogrednih plinov, ki jih je človek spustil v zračje, presega neko normalo in se pravzaprav ta efekt tople grede, kot pravimo toplogrednim plinom, da se počasi nad nami, da smo počasi v neki kletki, kot bi bili plestenjako in pravzaprav povzročamo velike spremembe globalno gledano na podnebje. Hvala za tale oris in v bistvu ste omenili ogromno enih komponent tega procesa boja proti globalnemu segrevanju, da bi jaz šla na tej točki kar na predstavitve dijakov, ker so precej izmed teh komponent obravnavali tudi sami, pa bi potem na koncu, če nam ostane čas, mogoče še kakšno rekli o Sloveniji, o tem, kje je najbolj aktivna in kje bi lahko postorili več. Hkrati se bojo pa te teme v bistvu odprle tudi skozi predloge dijakov, ki se nekateri nanašajo prav konkretno na naše regionalno ali pa lokalno okolje. Tako da dijaki, evo ga, gospod Bogovič, najlepša hvala za ta uvod. Dijaki, zdaj pa ste na vrsti vi. 9 šol vas danes predstavlja vaše predloge. Jaz sem vas spet razdelila v 3 skupine. Napisali ste zelo raznolike predloge. Super ste se lotili obravnave zelo različnih področij in komponent tega procesa boja proti globalnemu segrevanju. Tako da bomo danes odprli kar eno široko polje.
Razdelila sem vas bolj kot ne naključno, zato ker so predlogi zelo raznoliki, tako da tokrat nimamo neke tiste rdeče niti, ki povezuje posamezne skupine. In ja, kot vsakič, torej 3 predstavitve, potem poslančev komentar, približno 5 minut in potem spet 3 predstavitve. Jaz vas bom poklicala k besedi, ko ste na vrsti, si vklopite mikrofon, potem, ko zaključite, ga izklopite. Če imate kakšno repliko, dajte mi napisati v pogovor, vam bom potem dala besedo. Zaradi, se pravi, časovnih omejitev rečemo recimo 1 replika na šolo, potem pa seveda, če nam na koncu ostane še kaj časa, lahko takrat odpremo debato na katero izmed tem. Gremo na našo prvo skupino in sicer bi povabila k predstavitvi prvega predloga Šolski center Rogaška Slatina, da predstavite vaše predloge. Izvolite. Lepo pozdravljeni še z moje strani in strani celotnega Šolskega centra Rogaška Slatina. Začela bi z izjavo gospoda Talasa, ki pravi, da smo prva generacija, ki razume procese podnebnih sprememb in hkrati zadnja, ki lahko ukrepa. Žal se mnogi tega ne zavedajo. Predvsem pomembno se nam zdi, da se javnost ozavešča o problemu globalnega segrevanja. Ozavestiti jih je treba o vseh problemih, ki so posledica trenutnega življenja. Problem globalnega segrevanja bi moral biti v parlamentu na prvem mestu. Z dejanji se odločate za življenje prihodnjih generacij, za življenje nas mladih, zato je skrajno neodgovorno, da se ta problem venomer pometa pod preprogo. Pomembno vlogo v našem vsakdanu imajo kmetje. So tisti, ki v imenu celotne populacije upravljajo in negujejo zemljo. Kmete, ki ekološko kmetujejo, bi nagradili še večjimi subvencijami iz proračuna EU, prav tako bi želeli doseči, da se vse kmetijstvo članic EU preusmeri v ekološko. Če govorimo o subvencijah, bi le te namenili tudi v namene obnovljivih virov energije. Želeli bi doseči, da bi vsako gospodinjstvo imelo vsaj en vir obnovljive energije. Bodisi so to sončne celice, toplotne črpalke. Trenutno je to še vedno precej draga investicija, menimo pa, da bi se ljudje za to odločali v večji meri, če bi dobili finančno podporo iz Evropske unije. Predvsem pa je treba širši populaciji to možnost subvencij predstaviti v njim razumljivem jeziku. Tukaj predvsem apeliram, da je bile okoljske pisarne veliko bolj dostopne. Velik problem predstavlja promet, ki za sabo odnese nemalo posledic. Predlagamo, da bi se v mestih uvedla širša mreža brezplačnih storitev javnega prevoza na obnovljive vire, ter da bi se v mestih uveljavilo pravilo, ki enemu gospodinjstvu dovoljuje le en avtomobil. V uporabo bi v še večji meri vključili električne vlake, prav tako bi se omejil letališki promet, ki velja za enega največjih onesnaževalcev okolja. Za velike industrijske komplekse in termoelektrarne na neobnovljive vire, ki s svojimi emisijami neposredno vplivajo na kakovost zraka in na zastrupljanje okolja, bi ustvarjali individualne načrte za zmanjšanje izpustov ter jih glede na izpuste tudi primerno obdavčili. Velikega pomena se nam zdi, da se začne graditi na posameznih. Naj veliki koraki prispevajo k čim manjšemu ogljičnemu odtisu. Hvala za besedo. Hvala lepa, Ana, za predstavitev vaših predlogov. In vabim pa že Timona Bubniča iz Gimnazije Ilirska Bistrica, da predstavi njihov predlog. Izvoli, Timon. Pozdravljeni. Bom kar začel. Globalno segrevanje je eden najpomembnejših izzivov sodobnega sveta. Znaki so vedni povsod. Rekordne temperature, topljenje ledenikov in ledenega pokrova na Grenlandiji. Več in več ekstremnih pojavov in tako dalje. Naloga nas in zemljanov po vsem svetu je, da izpuste toplogrednih plinov zmanjšamo na še vzdržno mejo. Evropski zeleni dogovor je namenjen prav temu. Do leta 2050 na Evropski uniji ne bi bilo več neto emisij toplogrednih plinov. Mislimo, da je ta dogovor ključen pri boju proti globalnemu segrevanju. Tudi načrt, ki ga Evropska unija sestavila, se nam zdi zelo dober. Saj ne vključuje samo bogatejših držav, ampak v ozir jemlje tudi revnejše države in skrb zanje. Cilj za leto 2020 je bil dosežen, in sicer zmanjšanje emisij za 20% v primerjavi z letom 1990. To je odlično. Cilj za leto 2030, to je zmanjšanje emisij za 55%, je kar ambiciozen, vendar upamo, da ga dosežemo. Pomemben korak v boju proti segrevanju ozračja je tudi sprememba načina prehranjevanja oziroma kmetovanja.
Zato predlagamo zakonsko ureditev spremembe prehrane goveda na ravni Evropske unije, ki bi po raziskavah pomembno zmanjšala izpuste metana kot toplogrednega plina v okolje. Najuspešnejše bi zmanjšali izpuste metana s tem, da bi povečali količino žit pri obroku z govedi, s čimer bi nastajalo manj metana, obenem pa tudi več mleka. Najpomembnejša fronta v boju proti segrevanju ozračja je elektrifikacija mobilnosti. Promet predstavlja približno 50% vseh izpustov toplogrednih plinov. Predlagamo na eni strani politični pritisk na avtomobilsko industrijo in nižanje cen električnih avtomobilov, na drugi strani pa večjo obdavčitev avtomobilov, ki jih poganjajo motorji na fosilna goriva. V ena stvar, ki mislimo, da bi zelo pozitivno vpliva na zmanjšanje izpustov, je javni prevoz. Države bi morale posodobiti infrastrukturo ter spodbuditi državljane k dejanski uporabi javnega prevoza. Evropska unija bi lahko namenila več sredstev k razvoju železniškega omrežja, cest in drugih infrastrukturnih objektov. Hvala za pozornost. Hvala, Timon, tudi tebi za predstavitev. Super si predstavil. Tretja v našem prvem ciklu, pa tretji oziroma pa je Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, živilska šola, tako da prosim dijakinjo ali dijaka za predstavitev vaših predlogov. Pozdravljeni. Spoštovani, moje ime je Ajša in v imenu naše šole in delovne skupine vas lepo prisrčno pozdravljamo. Kot so moji predhodniki že dobro pisali vzroke in za podnebne spremembe, se bi jaz osredotočila na našo posebno rešitev. Eno izmed rešitev vidimo v bioplinarnah. Trenutna gradnja kmetij ne dopušča izrabe energije iz kmetijskih odpadkov, kamor sodijo tudi fekalije živali. V Evropi že poznamo bioplinarne. Po pregledu smo ugotovili, da Nemčija močno prednjači pred ostalimi članicami, saj jih ima okoli 11.000, v Sloveniji pa jih imamo okoli 30. Opazili smo, da se višina subvencije med članicami razlikuje, zato so določene države privilegirane. Naš predlog je, da bi se poenotile subvencije in spodbude za izgradnjo bioplinarn na prenovi infrastrukture. V Sloveniji se pojavlja problem, da ena sama kmetija ne proizvede dovolj odpadkov za eno bioplinarno. Zato bi se lahko kmetije združevale in skupaj zbirale živalske fekalije, energijo bioplinarne bi lahko prodale v omrežje, odpadke pa predelale v gnojilne brikete ali brikete za sežig. Toploto kot drugi vir energije, ki jo pridobimo iz bioplinarne, lahko uporabimo za ogrevanje domov oziroma ogrevanje rastlinjakov. S tem, ko omenjamo ogrevanje rastlinjakov, ciljamo na pridelavo lokalne hrane tudi v neugodnih delih leta, saj želimo povečati samooskrbo države in Evrope. Z večjo samooskrbo bi zmanjšali uvoz hrane in s tem zmanjšali količino prometa, ki je tudi eden izmed krivcev za segrevanje ozračja. Dijaki čutimo potrebo po izobraževanju o izgradnji bioplinarn na ravni šolskega sistema. Bodoči arhitekti bi se lahko učili o vpeljavi obnovljivih virov energije v gradnji objektov. Potrebno bi bilo poskrbeti tudi za izobraževanje kmetov o delovanju obrata. Izobraziti je treba tudi lokalno prebivalstvo in politike. Vsi igramo pomembno vlogo pri reševanju problema globalnega segrevanja. V večjih slovenskih mestih bi lahko bioplin pridobivali iz lastnih iztrebkov. Tako idejo smo dobili na primeru britanskega mesta Didcot. Okoli 200 gospodinjstev se ogreva in kuha na lastnih iztrebkih. Lahko bi ustanovili bioplinarno in uporabili gorivo za javni prevoz, kot je LPP. Kaj pravite na naš predlog? Hvala. Hvala, Ajša. Zelo dobro in celostno ste argumentirali vaš predlog. Tako da hvala vsem trem, torej Ani, Timonu in Ajši za vaše predstavitve. Zdaj pa komentarji vabim evropskega poslanca gospoda Bogoviča. Izvolite. Ja, hvala za izzive. Super vprašanja, globalne teme, hkrati pa tudi posamezne rešitve. Zato sem poskušal na hitro sprehoditi skozi to. Zdaj, glede pometanja tega problema pod preprogo, zagotovo lahko rečem, da je na nivoju Evropske unije, tudi Evropskega parlamenta ni tako. V uvodu sem omenil, da je cel niz teh ukrepov, ki gredo ravno v smer odgovorov na te podnebne spremembe naših navad in tu so ti cilji, ki so bili kasneje tudi predstavljeni
od 55% do 2030, do tega, da smo presegli ta cilj 20% na 24 do 2020 in podobno. Tako da v tem delu lahko rečem mirno, da Evropska unija se zaveda tega problema in da je tudi super, da je Slovenija znotraj Evropske unije, ki nam te okvire postavila. Bojim se, da bi se posamezne države drugače lotevale teh problemov in to je ena teh skupnih politik. Drug niz pa sklop okoli ekološkega kmetijstva. Omenil sem prej, da je v okviru Farm to Fork strategije od vil do vilic cilj imeti 25% ekološkega kmetijstva do leta 2030. Tu so na nek način je treba iti kar malce v globino tega problema in sam si ne znam predstavljati, ne morem podpreti predloga, da bi bilo 100% kmetijstva na osnovi ekološke pridelave. Bojazni, da bi prišlo do zmanjšanja po eni strani oskrbe znotraj Evropske unije, po drugi strani je pa vprašanje samih cen teh izdelkov, kajti pri ekološkem kmetijstvu je eden od problemov tudi, da so običajno ti stroški tako pridelano hrano precej višji in je ta prehranska varnost tudi v kontekstu ne samo, da je zdrava hrana, ampak tudi ekonomsko dosegljiva za posameznika se relativno hitro pojavi. Tako da ja, gre v to smer, tudi subvencije, ki so bile omenjene, so že danes in bodo tudi v novi finančni perspektivi še bolj povečane za področje ekološkega kmetijstva. Najbrž pa bi bilo zelo težko priti do tega, da bi bili 100% samo na teh imeli v osnovi ekološko kmetijstvo. Pa ne nazadnje, tudi pri izpustih pride nekje je neka meja, kjer pride zaradi manjše intenzivnosti, ne vem, več govedi, več ali pa tudi sicer, predvsem živinoreji, je ekološka zadeva kmalu povezana celo včasih z večjimi izpusti, ker ne vem, je treba več imeti zelo poenostavno več krav za določeno količino mleka in podobno. Tako da gre v to smer, zelo pomembno je tudi z vidika biodiverzitete, manjše gnojenje in tu je potem ekološko kmetijstvo tisto, ki odgovarja na te izzive. Kar se tiče obnovljivih virov energije, so zelo različne sheme po Evropi. Generalno je danes v sami strukturi cene, ko plačujemo električno energijo, kar precejšen delež tudi za obnovljive vire. Različno, ne vem, v Sloveniji je to naprimer 150 milijonov evrov približno na leto plačujemo potrošniki, zato to je kar približno tam recimo nekje 1/4 cene. Nemčija ima te zadeve še bistveno više, tako da ta politika se izvaja. Različno je po Evropi situacija, severni del Evrope ob severnem morju, kjer so tudi te močni pasovni vetrovi, veter prevladuje, v tem centralni Evropi in pa južni je sonce tisto, ki jim igra tudi pomembno vlogo ob vetru. Ponekod, kot je pri nas, je veter, pravzaprav vetrna izgradnja vetrnih elektrarn bila omejena iz strani okoljevarstvenikov, kar je včasih malce paradoksalno. Se pa izkorišča še tudi voda v enem delu, ki je tudi ta zelena energija. Ocena pa je, da bo za stabilnost sistemov potrebno imeti neko rezervo v ozadju. To so zdaj dileme v Evropski uniji. Plin je ena od teh možnosti, jedrska energija se tudi predvsem v centralni Evropi omenja kot eno od teh možnosti. Elektrifikacija prometa, ja, zopet, kot sem že omenil, za temi dodatki, kjer je treba vedeti, da moramo imeti mrežo polnilnic, da moramo imeti tudi električno energijo, ki je proizvedena iz zelene energije, kajti če bi uporabljali električno avto, elektrika je bila pa proizvedena iz termoelektrarn, bi naredili medvedjo uslugo okolju, tako da je tam celo odtis iz fosilnih goriv, se pravi iz nafte, benzina manjši. Tako da ja, z določenimi okviri javni promet absolutno, železniški tudi sicer javni promet kot tisti, ki je del rešitve. Del rešitve pa lahko omenim digitalizacija, pa kakšno delo nadaljavo, kakšna konferenca več od doma, kakšno potovanje manj in to pa ključni izziv tega celega paketa. Ali bomo mi pripravljeni tudi pri svojih navadah kaj narediti.
Bioplinarne v Sloveniji je ena zelo ponesrečena zgodba, ker se dela bioplinarne prve generacije, se pravi, narediš 400 hektarov, imaš 400 hektarov koruze in proizvedeš 1 megawatt električne energije in na koncu veliko subvencij, zelo velik poseg na kmetijska zemljišča in to se je v bistvu pokazalo kot nekaj zelo neuspešnega. O tem, kar je tudi bilo v prispevku rečeno, je pa zelo veliko soli, prava usmeritev te bioplinarne druge generacije, da se iz ostankov bodisi v govedoreji, bodisi tudi pri smeteh, kjer nastajajo ti organski odpadki, da se skozi bioplinarne, kjer se po eni strani in nevtralizirajo odpadki, naredijo v neko gnojilo, po drugi strani pa, da se energija uporabi v prvi fazi za električno energijo, če je dovolj te energije, v nadaljevanju pa tudi za različne ogrevanje in kot je bilo tu rečeno, ogrevanje stanovanj in pa tudi steklenjakov, fantastična rešitev in o tem se tudi v našem prostoru marsikje razmišlja. Hvala lepa za komentarje in tudi malo pogled v preteklo dogajanje. Gremo naprej na našo drugo skupino. Drugi krog bo otvorila Taja Tavčar iz Biotehniške šole Šempeter pri Gorici. Taja, izvoli, vabljena. Pozdravljeni, najlepša hvala za besedo. Torej, sem Taja Tavčar in predstavljam 3. letnik naravovarstvenega tehnika na Biotehnični šoli v Šempetru pri Gorici. Torej, vsi naj bi se zavedali problematike globalnega segrevanja, tako na državni kot tudi na svetovni ravni. Širše gledano je globalno segrevanje resen problem atmosfere in geosfere, ki nas vodi k razmišljanju reševanja posledic. Ekologija in varstvo okolja ne poznata državnih meja. Zato, če bi mi odločili, bi uvedli enake standarde za vse države Evrope in širše. Na prvo mesto postavljamo ozaveščanje ljudi. Se pravi, če bi mi odločili, bi verjetno imeli veliko politično moč in vsak politik mora imeti tudi občutek do ljudi, za katere je odgovoren. Aktivno bi podpirali projekte reciklaže, ponovne uporabe in s tem vplivali na miselnost vseh generacij glede pretirane potrošnje. Ukinili bi gospodarsko rast kot večen cilj. Če bi mi odločili, bi uvedli brezplačen javni prevoz v vseh večjih mestih v Sloveniji in tudi v Evropi. Prihajamo namreč iz Nove Gorice, kjer so se občine kot prve v Sloveniji odločile za brezplačen javni mestni prevoz. Vse z namenom dvigniti kvaliteto zraka in življenja prebivalcev Nove Gorice. Posledica je zmanjšanje števila parkirnih mest in polni mestni avtobusi. Ukinili bi e-skiroje in e-kolesa, ker je večja škoda kot korist v ekološkem in zdravstvenem smislu. Saj imamo globalno problematiko nemotoričnih in predebelih mladostnikov. Človek je skupaj spremenil skoraj 2/3 zemljine površine, zato je nujno potrebno vzpostavitev zaščitenih območij, tako na kopnem, ne smemo pa pozabiti tudi na vedno bolj onesnažena svetovna morja. S tem bi ohranili biodiverziteto. Pa še en predlog, ki se nam zdi malo odštekan. Na vsak izdelek bi napisali porabo virtualne vode. To je voda, ki jo za izdelavo porabimo, pa zanjo ne vemo. Poslušajte to. Za 1 kilogram plastike porabimo 85.000 litrov vode in za 1 rezino belega kruha 40 litrov vode. Če bi mi odločali, bi morale bogatejše države plačati nekakšen zeleni davek. Ta denar bi bil uporabljen za razvijanje zelene tehnologije v smeri zelenih vodnikov in sončne energije. Po našem mnenju bi se morali razvijati v smeri obnovljivih virov in se čim bolj odmakniti od neobnovljivih virov. Tudi Poljska. COVID-19 ima tudi nekaj pozitivnega. V zelo kratkem času smo opazili in nenazadnje tudi začutili, kako hitro se narava revitalizira. V Beneško laguno so spet priplavale ribe, troposfera se je očistila za približno 20% in zmanjšali so se odpadki na obalah oceanov. Če citiram predsednico Evropske komisije, gospo von der Leyen, povrnitev zdravja naravi je ključnega pomena za naše telesno in duševno počutje.
Narava je tudi naš največji zaveznik v boju proti podnebnim spremembam in izbruhom bolezni. Samo malo politične volje je potrebno in bo naš planet in vsi mi ponovno zadihali s polnimi pljuči. In za konec, če bi mi odločili, bi moral vsak posameznik posaditi vsaj eno drevo v svojem življenju. Najlepša hvala. Hvala, Taja, za vaše predloge in meni je zelo všeč vaš, tako kot si ga poimenovala, odštekan predlog. Se mi zdi to super iniciativa. Upam, da se jo bo dalo kdaj uresničiti. Naslednjo povabim k predstavitvi Laro Gašič iz Gimnazije Bežigrad. Lara, izvoli in predstavi vaše predloge. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem Lara in bom predstavila predloge Gimnazije Bežigrad. EU je tretja največja med onesnaževalci okolja z ogljikovim dioksidom in sicer za ZDA in Kitajsko z 9% vseh izpustov CO2 v letu 2019 in prav zato se hoče predstavljati kot organizacija, ki vodi boj s podnebnimi spremembami. Menimo, da samo načrti, ki jih predstavlja, kot so Evropski zeleni dogovor in zastavitev novih mer v prvi polovici decembra, niso dovolj. Mislimo, da bi morala Evropska unija na tem področju urediti strožje pogoje, ker je to eden od večjih problemov, s katerim se naša generacija dandanes spopada. No, imeli smo kar nekaj izčrpnih predlogov. Prvi se nanaša na vzpostavitev izvršilnega mehanizma za zmanjšanje izpustov CO2. EU bi morala vzpostaviti izvršilni mehanizem, ki bi države članice prisilil, da meje spoštujejo, a bi jim prav tako pomagal, da jih lahko dosežejo. Menimo, da ima EU dva večja problema. Državam članicam prepušča preveč svobode. Tukaj lahko vzamemo kot primer Poljsko, ki je oznanila, da se zelenega dogovora ne more držati. Prav tako pa dovoljuje, da je med članicami velik razkol, saj bogatejše države, kot so Francija in Nemčija, lažje dosegajo te pogoje, medtem ko je to za Češko, Bolgarijo in Romunijo nekaj težjega. Bogatejše države so tudi v zgodovinskem kontekstu bolj odgovorne za podnebne spremembe, zato imajo več odgovornosti, da na tem področju v Evropsko unijo vlagajo več denarja, ki bi seveda posledično državam, ki tega niso zmožne narediti same, pomagalo. Hkrati pa bi lahko EU financirala tudi več projektov, ki spodbujajo obnovljive vire. S tem se reši problem razkola oziroma raznolikosti med članicami. Menimo, da ima EU tudi pravico, da omeji suverenost držav, ko pride do podnebnih sprememb, s tem, da države, ki meril ne dosegajo, finančno kaznuje. Ta denar pa se lahko nameni v pomoč državam tudi izven Evropske unije, da dosežejo cilje Pariškega sporazuma iz leta 2015 ali pa v pomoč revnejšim državam Evropske unije, ki se spopadajo z visoko brezposelnostjo. No, drugi predlog se nanaša na povečanje raznolikosti med davki. EU bi morala povišati davke na tovarne, multinacionalke in države, ki ne spoštujejo omejitev na izpuste CO2. Tukaj bi poudarek moral biti na multinacionalkah, ker imajo največ možnosti, da karkoli spremenijo. Davek bi moral biti nižji na lokalne pridelke, ki so pridelani brez pesticidov, da države zavarujejo lokalne kmetije. No, tretji predlog se navezuje na promet. EU bi morala državam omogočiti, da uredijo prevoz v bolj zeleno smer, s čim manj izpusti plinov. Potem je seveda možno vzpostaviti brezplačni prevoz in naložiti del odgovornosti na posameznika, da ta izbere javni prevoz. Zavedamo se, da je ta rešitev dolgotrajna, a menimo, da imajo države več odgovornosti kot posamezniki. Zato morajo skrbeti za večjo dostopnost električnih avtov in koles, tudi po tem, ko je brezplačen zelen javni prevoz vzpostavljen. Kot kratkotrajno rešitev pa bi predlagali, da EU naredi nekaj podobnega kot Nizozemska do leta 2012, torej zaračunavanje cestnine glede na število oseb v avtu v kombinaciji s prevoženimi kilometri. To bi seveda posameznika le prisililo, da razmisli o možnosti javnega prevoza. No in še zadnji, četrti predlog se nanaša na ohranjanje biodiverzitete. Evropska unija bi morala prevzeti odgovornost za kontrolo ladijskega prometa, da je jasno, katere vrste prihajajo v države in da te tuje vrste ne izpodbijajo avtohtonih. Prav tako bi morala ozaveščati o izumrlih vrstah in skrbeti za iskanje razlogov, zakaj je do tega sploh prišlo. Hvala za pozornost. Hvala, Lara, za vaše predloge. In še zadnji v naši drugi trojki pa je dijak oziroma dijakinja iz Gimnazije Elektro- in pomorske šole Piran. Da vabljeni k predstavitvi še vašega predloga.
Dobar dan. Sem Nejc Ujčič in danes vam bom predstavil naš predlog. In mi smo razmišljali, kdo največ prispeva k emisijam, in odgovor na to je bil energetski sektor. Tako da bi predlagali obdavčiti davek na električno energijo, ki bi zmanjšal porabo električne energije in s tem emisij. Davek bi bil enoten skozi vse države članice in pa se bi razlikoval od podjetij do podjetij glede na velikost, da ne bi škodovali manjše. Denar bi na to porabili za spodbujanje raziskav v nove vire energije in pa tudi financiranje energetske učinkovitosti gospodinjstev, ki si to bi želela, vendar si ne morejo privoščiti sama. In to je naš predlog. Hvala lepa, Nejc, tudi za vaš predlog. In super, gremo na drugi komentar evropskega poslanca. Izvolite, gospod Bogovič. Kar zahtevno nalogo mi date za tako kompleksno in odlično vprašanje za 5 minut, kolikor približno ocenjujem, da vam časa. Kar se tiče enakih standardov, se takoj tajnih vprašanj dolotim. Podnebni zakon, ki ga sprejema Evropska unija, je tisti, ki bi naj določil to, kako bi naj to energetsko nevtralnost dosegli do 2050. leta. Cilji so skupni za Evropsko unijo in posamečni za posamezno državo. Kot je bilo rečeno, bogatejši, revnejši, različna stanja, zato ne bi bilo pošteno, če bi imeli vsi enake cilje. Je pa podnebni zakon Evrope tisti, ki bi naj določil te cilje, v ozadju pa tudi skozi ukrepe te podnebne politike, ukrepov zelenega dogovora, večletnega finančnega okvira, tudi pomaga tistim, ki bi bili tu potrebni. Bogatejši pomagajo revnejšim s tem, da imamo v Evropski uniji vpeljan ta princip neto plačnika, neto prejemnika. Tisti, ki imajo manj močno gospodarstvo, so pod povprečjem Evropske unije, imajo v tej bilanci, koliko plačajo v proračunu Evropske unije in pa iz njega pridobijo pozitivno saldo in drugi negativno. Gre za to, da recimo, Nemčija dobi pol denarja nazaj, toliko, kot ga plača, ena Bolgarija ga dobi pa 5-krat več, kot ga plača. Ravno s tem ciljem, da se podpirajo takšne tehnologije, in pa ukrepe, ki bi jih sami težko izvedli, in je tudi ta element solidarnosti vgrajen. Na svetovnem globalnem nivoju je pariški dogovor tisti, ki ni tako strog, tako obvezen, kot smo videli, Amerika gre v njega, izstopi pa se zopet vrne, vendar pa to je ta globalni dogovor, ki je edini dosežen na tem področju. Reciklaža, odpadki, zelo pomembno področje, tu je Slovenija v samem vrhu v Evropi, potem koliko teh smeti ločeno zbere in jih potem tudi presortira. Zagotovo pa je tu v okviru krožnega gospodarstva še zelo veliko prostora za to ponovno izrabo teh surovin in da se čim večkrat najprej, da se ustvari, porabi čim manj, ustvari čim manj odpadkov, reciklira, na koncu je še nekakšno sežiganje oziroma odvrženje na odlagališče. Brez gospodarska rast, lahko eno uro govorim, vendar pa je generator na nek način komoditete ljudi, po drugi strani pa spodbuja potrošništvo in tu smo se ujeli v neko zanko, kjer bomo podobno kot pri prehranskih navadah, življenjskih stilih, kot je bilo v tistem odštekanem predlogu, odštekanem predlogu govorimo o porabi vode, v nadaljevanju pa je bilo tudi o tem, da bi ne bili skiroji na uporabo, ampak da bi hodili peš. Farm to Fork strategija zelo veliko govori o prehrani, zdravem življenjskem stilu, ki je tudi s področja tako okolje, kakor tudi zdravja zelo pomemben. Zeleni davek, bogate države, obnovljivi viri, gre za to, kot sem že omenil, da je eno je skozi politiko revnejših, bogatejših, drugo je pa tudi pri taksah, CO2 kuponih za proizvajalce električne energije, cementarne in podobno, so danes te velike gospodarske onesnaževalce
se njim že zaračuna ta davek. Sam sem v življenju že posadil približno 20,000 dreves, tako da jablan, ki jih imam, tako da je tam, sam imam normo izpolnjeno. Bi bilo pa zelo zanimivo delati to, kar delam na Kitajskem, ker sem tudi bil, ker masovno velika drevesa sadijo sedaj po mesti, ker se zavedajo, da rabijo mesta ta velika pljuča, tako da je predlog zelo na mesto. Kar se tiče Lare in pa njenih vprašanj, ta mehanizem za CO2, kuponi teh za energetsko cementarno, to je nek približek temu, kar je bilo zdaj rečeno. Hkrati v podnebnem zakonu bo lestvica, koliko kumulativno lahko posamezna država izpusti izpustov, tako da delno je to v tem noter vključeno, bogatejši, revnejši sem poskušal že razložiti. Zelo veliko je zdaj pri davkih, se govori o novih davkih, ki bodo tudi ta načrt za okrevanje financirali, ki so povezani z produkti. Prvi bi naj bil na tiste nereciklirane materijale, se pravi to, kar nereciklirano plastiko, ki ne gre v ponovno obdelavo. Po drugi strani davek na finančne transakcije, davek na digitalni davek, in tu je ravno v teh pritisk na te multinacionalke, ki pa na drugi strani že tudi same nekatere imajo akcijo in se zavežejo k uporabi zelene energije, kljub temu, da je dražja, in na nek način tudi gradijo svoj brand v tem delu. Javni prevoz absolutno, elektrifikacija je tista, ki bi v veliki meri poizkušala iskati odgovore na zmanjševanje rabe premoga, nafte, bencina, in tu pridemo potem že do vprašanja, ki je bilo postavljeno iz Pirana, da davek na električno energijo, danes veliko davko zberemo od nafte, bencina, manj od električne energije, glede na to pa, da bi naj uporabili čim več, toplotnih črpalk za ogrevanje električnih avtomobilov, bo zagotovo se davek na električno energijo po eni strani pojavil kot nek fiskalni vir, po drugi strani pa cilj k da proizvedemo čim več nizkoogljične ali brezogljične električne energije, s katero bi potem tudi naredili to zamenjavo iz fosilnih goriv v brezogljična goriva. Seveda pa je prva stvar pri energetiki in pa pri porabi energije učinkovita raba energije, in to imamo področje stanovanj in podobno. Bom zaključil, ker vidim, da sem že 6-7 minut porabil in nam počasi čas izteka, oziroma moramo dati na razpolago čas še za tretjo skupino. Hvala za ta vprašanje. Poskušam, kolikor se da v kratkem času, na največ od njih odgovoriti. Hvala lepa, in kar ne uspemo odgovoriti, zmeraj velja odprto povabilo dijakom in dijakinjam, da organizirajo še eno razpravo na to temo ali kak dogodek, ali se pošljajo kakšna intervjujska vprašanja. Tako kot zmeraj poudarjam, evropski poslanci se zmeraj radi odzovejo na vaša povabila, če le imajo čas. Tako da toliko imamo enih vprašanj in predlogov, da absolutno podpiramo tudi glede na relevantnost teme še kako aktivnost. Tako da zdaj pa hitimo na našo zadnjo, a nič manj pomembno skupino. Prvi predlog v tej skupini bo predstavila Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana. Tako da izvolite k besedi. Se slišimo? No, pozdravljeni vsi, jaz sem Mirela, Srednje šole za gastronomijo in turizem. In bi kar začela s temu. Se pravi, moja prijateljica in sošolka Tiara Desiree Zupan in jaz smo se pogovorile o načinih reševanja podnebnih sprememb in so prišle na nekaj zanimivih idej, ki se nam zdijo super in so mogoče tudi nenavadne, vendar so na splošno izpeljive. Začela bi pa tudi s citatom, ki se nahaja na začetku knjige avtorice Lučke Kajfež-Bogataj, iz katere sem sama tudi črpala navdih za tole temo. Zdaj pa citiram. Življenje je popolno in je vse povezano z vsem. V tej čudoviti sestavljanki ne sme manjkati niti košček, ne da bi se porušilo občutljivo ravnovesje. Nič samoumevno in nič nepomembno, vse se med seboj dopolnjuje.
Vsaka stvar, vsak pojav, vsako bitje, pa tudi človek ima pomembno nalogo, ta je prispevati k ravnovesju. No, vsak se zaveda, da je na nas mladih ostalo breme prejšnjih generacij, ki so bile ignorirane oziroma tudi ignorantne in so nas na neki način pripeljale do te stopnje onesnaženega planeta, v kateri smo zdaj. Zdaj pa še na ideje, ki bi nam v vsakdanjem življenju uspele brez dodatnih stroškov in jih bi lahko vsak izvedel. Prva je sicer zelo nepričakovana ideja, gre se pa za most grafite oziroma grafite, ki so narejeni iz mahu. Taki grafiti so narejeni tako, da uporabijo živi mah za izdelovanje umetniških slik na stenah. To pa naredijo tako, da pridelajo mah z uporabo vode, piva, jogurta in sladkornega sirupa, da nastane zmes, katera je v bistvu podobna tradicionalni barvi za risanje grafitov. Mah ima pa tudi zelo specifične in dobre lastnosti, kot so prečiščevanje zraka, obenem pa tudi zmanjšuje zastrupljanje ozračja s plinom metanom, ki se sprošča ob uporabi tradicionalnih barv. To idejo bi zelo lahko izpeljali v Sloveniji z različnimi organizacijami, naprimer, ki bi mogoče pobirale ta mah, pa ga tudi gojile. Drugo idejo pa lahko vidimo že ponekod v Sloveniji, to je v bistvu ta zeleni kotiček. Tega lahko vidimo tudi na, krovu LPP avtobusov, mogoče v kakšnih kavarnah, na vrhu kakšnih stopnic ali pa v kakšnih knjižnicah. Ideja pri tem je, da privabimo čebele, brez katerih ne moremo živeti. Na ta način bi stavbe v mestih bile še bolj koristne, pa tudi bolj vizualno ugodne. Zadnja ideja je pa nekaj, kar je že v uporabi. Gre se pa o biorazgradljivih vrečkah za sadje in tudi za ostale potrebščine, ali pa tudi ponovna uporaba plastičnih posod. Tukaj sami lahko posredujemo pri tem, s tem, da dajemo predloge k trgovinam, ki bi vodile k spremembi. Naprimer, če bi vložili, 10 ali pa 15 evrov v eno termos flašo, bi jo lahko uporabili v trgovinah kot ponovno uporabljeno, za tele sokove, za mrzle pijače in za ostalo. S tem bi investirali v nekaj uporabnega ter omejili uporabo plastike za enkratno uporabo, ki polni oceane in uničuje naše ekosisteme. Hvala. Hvala lepa, Mirela, za tvojo predstavitev in vajine ideje za kolegico Tiaro. Zelo zanimivo je bilo prebrati idejo o grafitih iz maha in tudi o zelenih kotičkih. Hvala lepa. Gremo naprej na predstavnico Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor, Natašo Miklavžič, ki nam bo predstavila njihov predlog. Nataša, izvoli. Lepo pozdravljeni, sem Nataša Miklavžič, dijakinja 2. letnika na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor. Navezujoč se na današnjo obravnavano temo boj proti globalnemu segrevanju, želim v uvodu povedati, da navedene vsebine na šoli spoznavamo pri različnih predmetih. Na primer pri predmetu ekonomija, kjer profesorji v pouk vključujejo različne vsebine, ki se navezujejo na trajnostni razvoj planeta. Dijaki si ogledamo dokumentarne oddaje in filme na teme Zeleni petek, Zeleni dogovor, mesna industrija ogroža planet ter prednosti in slabosti električnih avtomobilov. Pri biologiji spoznamo biodiverziteto in toplogredne pline, poudarek je na človeku in okolju. Pri aktivnem državljanstvu ter pri obveznih izbirnih vsebinah državljanska kultura se prav tako ukvarjamo s vprašanji globalnega segrevanja. Resneje in bolj odgovorno smo se problematike zavedali ob aktivnem poslušanju mlade Grete Thunberg, ki je na vse naredila močan in nepozaben vtis. Tudi dijaki naše šole smo se pridružili takratnemu podnebnemu protestu, ki je nastal na podlagi njenega poziva. Da ne boste dobili napačnega vtisa, da zgolj protestiramo in nosimo transparente.
pohvalimo se lahko z različnimi dejavnostmi na šoli, katerih namen je osveščati sovrstnike o škodljivem odnosu do narave. Meseca decembra smo v Zoomu gostili EU poslanko Ireno Joveva, ki je namestnica v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Takratna razprava je tekla v smeri sprejetega zelenega dogovora. Vsako šolsko leto prisluhnemo predavanju Umanotere, ki nam s prikazanimi diapozitivi narave prej in zdaj da misliti, kako in s kakšnimi agresivnimi dejanji posamezniki uničujemo naravo in posledično povzročamo globalno segrevanje. Oktobra je na naši šoli potekala delavnica šivanja vrečk z večkratno uporabo, poimenovali smo jih vrečke srečke. V mesecu novembru smo sodelovali na natečaju za najboljši slogan proti nestrpnosti 100 ljudi, 100 čudi, katerega vsebina je bila usmerjena k strpnosti do narave. Dijakinja naše šole je dosegla 3. mesto z naslednjim sloganom: Do narave ne bodi zver, ampak fer. Želim vam posredovati nekaj razmišljanj mojih sošolcev in sošolk, ki so nastali, ko smo se za nekaj časa postavili v vlogo odločevalca. Če bi jaz odločala, bi zmanjšala porabo fosilnih goriv in izpuste ogljikovega dioksida. Če bi jaz odločala, bi bolj aktivno reciklirala. Če bi jaz odločal, bi omejil uporabo toplogrednih plinov. Če bi jaz odločala, bi omogočila pocenitev javnega prevoza, sofinanciranje električnega avtomobila in nakupa koles. Če bi jaz odločal, bi zmanjšal uporabo vode za nepotrebne gospodarske dejavnosti. Če bi jaz odločala, bi uvedla več e-koles in e-skirojev. Ljudje, ki imajo delo oziroma obveznosti v središču mesta in pridejo na lokacijo z avtomobilom, bi lahko uporabili e-kolesa ali e-skiroje in bi s tem zmanjšali onesnaževanje mesta. Če bi jaz odločala, ljudje ne bi uporabljali prevoznih sredstev na bencin in nafto, ampak samo prevozna sredstva na elektriko. Maksimalno bi se izkoristili obnovljivi viri energije. Predstavitev bom zaključila z željo, da bi vsaka družina, vsak vrtec, vsaka šola in vsako podjetje imelo svojo Greto Thunberg. Najlepša hvala. Hvala lepa, Nataša, za vse vaše predloge, tvoje in predloge sošolcev in sošolk. In še zadnja današnja predstavitev, z nami bo dijak ali dijakinja Ekonomske šole Ptuj. Vabljeni, da predstavite vaš prispevek. Ja, lep pozdrav s Ptuja. Jaz bom začel kar z mislijo švedskega znanstvenika Arvida Hogboma, ki je že leta 1869 predvideval, da bodo izpusti ogljikovega dioksida čez čas segreli Zemljo. Čez 125 let nam je jasno, da je imel prav. Dijaki Ekonomske šole smo se pri tej temi bolj osredotočili na Slovenijo kot na Evropsko unijo, saj menimo, da je najprej potrebno pomesti pred lastnim pragom. Velik osnaževalec okolja so izpušni plini avtomobilov. Kje je ljudem in okolju prijazen javni prevoz oziroma zakaj ga uporablja premalo ljudi? Zakaj so slovenski vlaki še vedno zastareli in počasni? Leta 2016 je Evropska unija in 194 vlad podpisalo Pariški sporazum o podnebnih spremembah. V njem so sprejeli, da moramo ohraniti povprečne temperature Zemlje do 2 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven. Slovenija v prednostna področja uvršča energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije ter energetsko prenovo stavb, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelavo lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi, ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine, trajnostno mobilnost, trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, prilagajanje na spremembe. Nikjer ni zaslediti ničesar o problematiki odpadkov. V Sloveniji se sežigalnice odpadkov gradijo, čeprav iz dimnika sežigalnice pridejo kar 4 od 12 najbolj strupenih plinov, na primer dioksin. Sežigalnice uničujejo naravne vire, ki so na Zemlji v omejenih količinah. Osnovni izkoristek je slab, saj se na tono odpadkov predela okoli 300 do 400 kg nevarnih odpadkov. Ali je to res najboljša rešitev? Zakaj večina evropskih držav ne odobrava sežigalnic, pa vseeno nimajo problemov z kopičenjem odpadkov? Če se Slovenija res zavzema za obnovljive vire energije, zakaj nimamo več vetrnih elektrarn? Ekologi trdijo, da ogrožajo življenje ptic, čeprav je Društvo za opazovanje ptic Slovenije v študiji občutljivih območij za ptice ugotovilo, da je več kot 70% Slovenije primernih za gradnjo vetrnih elektrarn. Danska proizvede več kot 100% električne energije sama.
od tega 50% z uporabo vetrnic. Zakaj si v Sloveniji ne jemljemo vzgleda po njih? Hvala za pozornost. Hvala, Luka. In čeprav razumem vaš predlog, gre v smeri večje uporabe javnega prevoza, vetrnih elektrarn in zmanjšanja uporabe sežigalnic. In evo ga, prišli smo do konca predlogov, tako da še za zadnji komentar prosim evropskega poslanca. Izvolite. Hvala, zopet zelo zanimivi predlogi, odštekani, cool ideje in me prav veseli, da sem v tem popoldnevu skupaj z vami, da gremo lahko skozi te ideje. Dejansko, kot je bilo rečeno, ja, je to breme prejšnje generacije, na moje generacije. Sam sem se rodil že takrat, ko je bilo 3 do 4 krat manj proizvedenih toplogrednih plinov in smo v bistvu v tem času pravzaprav dosegli neko mejo, ki jih okolje sprejme to strani človekovega vpliva in dejansko je potreben velik zamik. Zanimive ideje okoli tega grafita iz mahu in te ideje, ki se zelo navezujejo na številne rešitve, ki se pojavljajo v mestih. Svetovno gledano se vrši en velik proces urbanizacije in v mestih, kot sem omenil prej Kitajsko, kjer vozijo v mesta 20 metrov visoka drevesa in jih v času monsunov posadijo, zato da bi se rešili z te zagate, ker je danes arhitektura zelo v to smer in raznih zelenih sten, zelenih streh, urbano čebelarstvo, urbano kmetijstvo, so stvari, ki so zelo aktualne in jih tudi Mirela zelo lepo naslavlja. Tudi zadeve okoli tega tako imenovanega reusa, ponovne uporabe trajnih nekih embalaž, prodaje v rinfuzi so stvari, ki vedno bolj najdejo mesto, ne samo kot neka niša, ampak kot nekaj, s čimer tudi spreminjamo naš način obnašanja. Natašina vprašanja seveda gredo logično v podnebne petke. Vidim, da imamo danes en Webex podnebni petek, tudi mi. In resnici na ljubo je med mladimi z mladimi moč delati spremembe. Sam sem bil 13 let župan občini Krško, kjer smo na področju ravnanja z odpadki še danes eni izmed najbolj uspešni, samo 1%, 2-3 se še odlaga. Začeli pa smo z ekološkimi krožki z osnovnimi šolami, ekodelavnicami in podobnimi stvarmi. In zagotovo je Greta Thunberg zelo veliko tudi naredila globalno gledano na ozaveščanju, na nek način tudi večjemu zavedanju tega, da bomo resnično do narave fair, kot je bilo rečeno in tudi zapisano. Številni ukrepi od zmanjšanja rabe fosilnih goriv, reciklaže smo govorili. Nasproten predlog tistemu, kar se tiče skirojev, se pravi več uporabe skirojev, razumem, urbani transport se v veliki meri tudi že odvija s skiroji kot dostop do delovnega mesta in podobno. Elektrifikacija, zelo je veliki izziv globalno gledano. Vemo, da recimo ena Kitajska, ki danes pokuri največ premoga, si ne zna tega prehoda drugače predstavljati kot z jedrskimi elektrarnami, ki so ta nizkoogljična energija. V Evropi dosti bolj prisegamo na obnovljive vire energije, seveda pa še enkrat več pa na zmanjšanje rabe energentov od prenove stanovanjskega fonda do, kot sem že dejal, do spremembe teh naših navad. Kar se tiče predlogov, ki so prišli iz Ptuja od Luke, gredo seveda tudi v tej smeri, kjer so bile lepo predstavljeni razlogi za te probleme, problemi tudi z mobilnostjo. Promet je tisti, ki je v Sloveniji, v tranzitni državi edini, kjer se izpusti povečuje, zato je tu prehod na železniški promet, več javnega prometa izključno možno narediti in tudi drugi viri pri avtobusih, pri tovornjakih, kot je vodik in podobno, so nek način rešitve. Pariški sporazum nas skupaj zavezuje, hvala pa tudi, da
je Luka zelo lepo predstavil to, kar nismo uspeli Tjaša mi na začetku, kaj je zapisano v slovenskih prednostnih področjih, kjer je še kaj za dodati, pa mogoče kakšne ostrejše cilje za postaviti, vendar pa gredo v tej smeri. Kar se tiče odpadkov, je to eno področje, ki je posebej obravnavano tudi v Sloveniji, kot sem že dejal, na tem evropskem zemljevidu smo zelo zanimivi, da smo država, ki ima eno najbolje organizirano ločeno zbiranje odpadkov, posledično tudi potem obdelavo odpadkov, reciklažo. V velikih državah je dosti več sežiganja odpadkov, kot je bilo rečeno. V Sloveniji imamo eno mini sežigalnico za celjske potrebe v Celju, sicer pa nek sosežig v industriji. In na tem področju bi bilo prav, da zelo ločimo, kaj pomeni vsem okoljskim standardom zadoščujoča sežigalnica, to, kar je na primer na Dunaju, kjer smo tudi mnogi bili, kjer je v bistvu sredi mesta sežigalnica z zelo kvalitetnimi čistilnimi napravami, ki ne puščajo kaj dosti ostankov, in ve se zopet, da se tista zadnja frakcija, ki že res nikamor drugam ne more iti, pride v ta sežig. V Sloveniji zdaj poteka ta promet teh številnih smeti po slovenskih cestah, tudi v tujino, v sežig. Kar se pa dogaja v Sloveniji doslej v Anhovo, pa tudi ta poizkus v Šoštanju, pa gre za sosežig v elektrarnah, v cementarnah, kjer so pa standardi okoljski dosti nižji in je zato tudi dosti nasprotovanja takšnim sosežigom, za razliko od pravih sežigalnic, ki imajo mesto v Evropi in tudi na nek način so do okolja dosti bolj prijazne. Vetrne elektrarne so zelo zanimiva tema v Sloveniji. Vemo za cel kup nekih nasprotovanj. Tam, kjer je bilo strani stroke in pa meritev vetra ugotovljeno, da bi bile te vetrne elektrarne upravičene. Doslej so se ti labirinti upravni do te mere zakomplicirali, da imamo, kot se radi pošalimo, 1,5 pravo vetrno elektrarno v Sloveniji, za razliko od drugih držav, kjer vetrna energija prevzema veliko glavnino proizvodnje električne energije. Zanimivo je, recimo Danska zelo omenjena, tudi te elektrarne, ki se še večje vetrne gradijo na morju, vetrna polja na morju, zanimive rešitve tudi v okviru tako imenovanega Junckerjevega sklada z evropskimi sredstvi podprte te investicije. Je pa zanimivo, da pa recimo v Nemčiji zdaj postaja zelo velika polemika, kam še umeščati pravzaprav vetrne in sončne elektrarne, glede na to, da so, kar se prostora tiče, zelo potratne, se pravi, da zavzemajo veliko prostora. Absolutno pa mislim, da bi v Sloveniji bilo prostora za kar nekaj vetrne energije, ki bi lahko tudi zapolnila to vrzel, ki bo nastala z zapiranjem same elektrarne v Šoštanju, ki vemo, da je danes največji emitor, največji izpustov prihaja ravno iz tega termalnega objekta. Toliko mogoče na hitro. Še enkrat hvala za zelo kompleksno vprašanje, na katere ni bilo enostavno na hitro odgovoriti. Upam pa, da sem z odgovori kako postregel. Verjamem pa, da bi bila še kakšna replika zdaj potrebna oziroma zaželjena. Tjaša, ocenite kot voditeljica, če še imamo čas, kar se mene tiče, ni problem, se še lahko kakšen zadržim. Ja, hvala lepa, gospod Bogovič, tudi vam za odgovore, razmisleke. Zdaj časa res nimamo, če kdo ima še kako vprašanje, ga napište v chat, absolutno, če ima poslanec čas, potem z veseljem se prav ga naslovimo. Sicer pa bo priložnost za take razprave tudi v prihodnje. Jaz pa se lepo pozivam, da ste mogoče naslednjič pa vi tisti dijaki in dijakinje, ki nam nekaj organizirate, pa nas povabite, da pridemo sodelovati. Bomo zelo veseli, to lahko poteka tudi v okviru vaših aktivnosti za program EPAS, morda ob Dnevu Evrope posebej naslovite tudi to tematiko. Jan pa me je prijazno opomnil, da lahko debato o tej problematiki
nadaljujete tudi v ponedeljek, ko bo potekal prvi bralni krožek mladih za podnebno pravičnost. Ob 19. mislim, da dajte si na spletu poiskati več informacij, če vas tema zanima in bi radi sodelovali. Sicer pa se vidimo tudi v okviru naših ostalih aktivnosti. Še čakam, če bo kakšno vprašanje v pogovoru. Sicer kar nekaj šol vas je tudi poslalo predloge, pa jih danes nismo obravnavali. Predloge bomo tako kot vsak teden poslali evropskemu poslancu. Notri so tudi vaši kontakti, tako da, če bo imel čas, dobite komentar, sicer pa seveda to predstavlja en čudovit premislek mladih, slovenske mladine na področju boja proti podnebnim spremembam. Tako da mislim, da je gospod Rojko, sem prav slišala, da imate vprašanje? Ja, tako, lep pozdrav vsem skupaj, posebej vas lepo pozdrav. Gospoda Bogoviča tudi, jaz bi samo hotel, da sem Gospod Rojko, vas zelo prekinja. Se sliši? Se slišimo? Ja. Jaz imam vse... Ja. Ne, gospod Dušan, ne slišimo. Ne, tako vas prekinja, da vas v bistvu ne razumemo. Se ne sliši? Ne, tako par besed vas slišimo, potem pa vas ne slišimo. Bolj so nekaj, drugače imam škoda se. Zdaj vas slišimo, evo, takole bodite premir, pa nam povejte. Ok, hotel sem, da smo imeli tudi delavce za svojimi drugimi letniki na to temo in da že delamo tudi v okviru državljanske kulture, da je tudi imeli pogovor s gospodom Bogovičem na naši šoli, pa še s kakimi poslanci, tudi v okviru teh projektov, pa tudi Dneva Evrope. Hkrati pa imamo s 3. letniki, ker zdaj ne moremo upravljati ekskurzije, sva se ravno s kolegico Fajtovo dogovorila, da bi potem za 3. letnike na celi šoli organizirali tudi to vrstne pogovore. Pak moram potem dobiti termine, Tjaša pa se potem midva lahko dogovoriva, recimo, za kako okroglo mizo bi res rad, da bi bil gospod Bogovič tudi tam. Super. Toliko, da prekinja zadeva pa. Ja, hvala. Hvala, evo, mislim, da glavnino smo vas zdaj slišali, digitalizacija nam je pa tudi čas malo zagode. Ja, absolutno podpiram inicijativo, dajte me obvestiti, dajmo se povezati, pozovemo še ostale, ki so zainteresirani in odpremo še kako debato na to temo. Saj smo videli po predlogih dijakov, da področje je zelo široko. Mi bi lahko imeli eno poletno šolo, se mi zdi, na to temo, pa še ne bi prišli do konca. Ali kaj bi rekla, poletni tabor, kjer bi debatirali. Tako da absolutno hvala vsem, ki ste pripravljali predloge, ki razmišljate o tej temi, ki boste vnaprej kaj delali na tej temi, tudi če se samo pozanimali o tem, koliko vode porabite, ali pa šli v službo s kolesom. Kakorkoli, hvala za vsa mala dejanja, ki jih storite, da skrbimo za okolje. In mi se vidimo 5.3. Vi imate zdaj počitnice, eni naslednji teden, eni potem še teden zatem. Naslednjice pa spet srečamo 5.3., ko se nam pridruži evropska poslanka gospa Irena Joveva. Tako da hvala lepa vsem za udeležbo, hvala gospod Bogovič, res sem vesela, da ste bili z nami, hvala učiteljem, hvala dijakom. Lepe počitnice, spočite si malo od ekranov in se vidimo potem čez 2 tedna. Hvala tudi z moje strani in z veseljem se tudi odzovemo na kakšno vabilo na šole. Hvala lepa, srečno. Hvala, lepo se imejte. Hvala. Hvala, srečno. Adijo.